Pozdravljeni na drugo adventno nedeljo. Na venčku torej gorita že dve sveči. Vedno več svetlobe, vedno več upanja, vedno bliže prihodu Jezusa Kristusa. Prvi adventni teden je torej za nami. Potem, ko nas je preteklo nedeljo Božja beseda vabila k spreobrnenju, nas danes nagovarja z upanjem. V prvem berilu prerok Izaija vzklika Izraelcem, ki so bili desetletja preizkušeni v izgnanstvu, in prerok jim končno naznanja osvoboditev. To lažite, moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana. Gospod želi storiti v adventnem času ravno to. Želi nam spregovoriti na srce. Polaga nam na srce besedo tolažbe, besedo upanja. V trenutni situaciji nam kar nekoliko primanjkuje upanja in smo kar pogosto potrebni tolažbe. Kot Izraelci, ki so leta in leta pričakovali osvoboditev, ko se jim je na trenutke situacija zdela že povsem brezupna, tudi mi iz dneva v dan spremljamo podatke o številu okuženih, o številu ljudi, ki so v bolnišnicah, ki so seveda prepolne, o številnih smrtih. Na trenutke se nam zdi, da se zadeva kar nikamor ne premakne na boljše. Prerokove besede nam torej vlivajo pogum. Glejte vaš Bog, glejte, Gospod prihaja z močjo. To njegovo, torej to Izaijevo proroško naznanilo se je uresničilo v Jezusu Kristusu. Od takrat nismo več sami v svojih stiskah. On je z nami. Naše upanje se steguje onkraj upravičenega pričakovanja družbene in politične osvoboditve, onkraj tega, kar nam ponuja ta svet, onkraj zemeljskega, kajti naše upanje je v Bogu. Kot zapiše apostol Peter v današnjem drugem berilu, mi pa po njegovi obljubi pričakujemo nova nebesa in novo zemljo, v katerih biva pravičnost. V Evangeliju pa danes prebiramo prve vrstice Markovega evangelija. V njih nas nagovarja Janez Krstnik. Evangelij opisuje namreč osebnost in poslanstvo Janeza Krstnika, Jezusovega predhodnika. Začne z zunanjim videzom, ko predstavi Janeza kot zelo asketskega, zelo skromnega. Oblečen je bil namreč v kameljo dlako, jedel je kobilice in divji med, ki jih je našel v judovski puščavi. Jezus sam ga je enkrat prikazal nasproti tistim, kot pravi, ki se v mehko oblačijo ter živijo v kraljevskih hišah. Način življenja Janeza Krstnika naj bi kristjane vabil, da izberejo zmernost in preprostost. V času adventa imamo lepo priložnost, da pri sebi preverimo, če v zadostni meri živimo v preprostosti in zmernosti in če je potrebno iz našega vsakdanika odstranimo kakšno razvado, morda prekomerno razmetavanje z materialnimi dobrinami, morda preveliko zapravljivost, razsipnost. Še k nečemu nas vabi Janez Krstnik, k ponižnosti.
ne glede na vse vzvišeno nalogo, za katero ga je Bog izbral, da napove rojstvo odrešenika. Janez postane skromen, se umakne v ozadje in kaže na veličino Jezusa, ki prihaja. Ponižnosti sprejemajmo torej razmere, v katerih živimo. Naša ponižnost pa seveda ne bo v držanju križem rok, ampak v naši zavzetosti, v našem trudu za naše lastno spreobrnenje, čemur nas vabi Janez Krstnik. Ko se bomo trudili spreminjati sebe, bo tudi svet okrog nas postajal lepši. Materinski priprošnji Marije, device pričakovanja, praznik njenega brezmadežnega spočetja, namreč obhajamo v torek. Njej zaupajmo srečanje z Gospodom, ki prihaja, medtem ko mi hodimo po naši adventni poti, da bi pripravili svoje srce ter svoje življenje za prihod Emanuela, Boga z nami. Vsem želim blagoslovljeno nedeljo.